Howdy. What's this about? Step out of that car, please, sir. What is that? I need you to step out of that car, sir. Dober dan, iz ljubljanskega studia 137, to je Kinotožje. V tem trenutku sta dobra razloga za kino obisk dva. Ni prostora za starce v Koloseju in polletna retrospektiva evropskega filma v kinoteki. No Country for Old Men je nov izdelek Joela in Ethana Coena, štirirokega režiserja, ki v zadnjih 20 letih ni naredil domala ničesar narobe. Arizona Junior, Fargo in Veliki Lebowski so poslastice, ki dozirajo idealno mešanico burkaštva in nasilja. Tokrat se Coenova prvič nista domislila originalnega scenarija, ampak sta priredila že napisano zgodbo o človeku, ki bi rad hitro prišel do denarja. Nekateri pa mu seveda to branijo. Don't put it in your pocket, sir. Don't put it in your pocket. It's your lucky quarter. Where do you want me to put it? Anywhere not in your pocket. Or it'll get mixed in with the others and become just a coin. Which it is. Mogoče tega filma ne boste postavili na prvo mesto med naslove bratov Coen, mogoče pa ga boste. Odvisno od tega, koliko vam pomenijo sodobni western, konec za tiho premišljevanje, suspenz do kosti in negativec, ki je že samo zaradi imena in frizure najhujši hudobec po Hannibalu Lecterju. To je film, o katerem se bo še govorilo. Najprej na Oskarjih, kjer bo dobil kipce za najboljši film, režijo in moško stransko vlogo. In ko bo izšla nova izdaja knjige 1001 film, bodo notri tudi starci. In ker že držim v zraku tole masivno knjigo, ki dokaj nesporno popisuje 1001 najboljši film vseh časov in z vsega sveta, povemo tole. Samo nekaj imen evropskega filma. Antonioni, Bergman, Buñuel, Fellini in Godard ima skupaj 4% vseh naslovov. Filmska umetnost izhaja iz Evrope, tako kot prihaja Homo sapiens iz Afrike. Natančneje, je bil čas Fellinija, Antonionija in Viscontija, čas italijanske in tedaj najsijajnejše kinematografije na svetu. V vrtincu? Lepo vas, prosimo. Viscontijev Senzo ga odpihne za malo malco. V 70-ih pa se je ameriški film z Botrom na čelu razpasel po svetu, prevzel in nasičil trg, kot gre plesen nad sir izven hladilnika. Vse to so ideje Matjaža Klopčiča, mi pa se seveda kajčmo strinjamo. Obenem pritrjujemo Marcelu Štefančiču, ki aprila izdaja knjigo Zadnji film. Vzpon in propad novega Hollywooda. A ne vidiš, da imamo sponzorja? Vidim. ITV! 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 Le manine coincidono nel nostro paese con la primavera. Na Miklošičevi 38 v Ljubljani boste zaman iskali kinoteko. Zdaj je tam Euroteka, ki vrti bisere evropskega arhivja. V soboto kažejo tam Fellinijev Amarcord, ki ima enak čar kot dejanske počitnice ob morju. Vztrajnostni filmofili pa itak že veste za projekcijo 5-6 uro dolgega Bertoluccijevega Novecenta z Robertom De Nirom in Gerardom Depardieujem. Brez dvoma pa bo najbolj imenitno naslednjega petka, ko bodo zaporedoma zasukali dva Sergia Leonea, sklepna dela njegove Dolarjade za dolar več in dobri umazani zli. Slednjega težko prehvalimo. Pa se vprašajmo, a je mogoče ameriški, ker v njem govorijo angleško in ker je glavna zvezda Clint Eastwood? Nikakor ne.
Eastwood itak igra tako, kot da mu ni več za špagete in ga povsem zasenči priložnostni Eli Wallach. You're joking, Blondie. You wouldn't play a joke on me like that. It's no joke, it's a rope, Tuco. Kao dobri blondi bo oprav dušo umazanemu Tuku. Namesti ga na vislice in preden postavi polovico zlata. Tako da bi se Tuko prej obesil, kot da bi obogatel. Sprijaznen se začne kesati za svoj izprijen karakter. Na kar je uslišan, ostane pa mu ponos, saj blondiju na koncu ne zaupije tistega, kar ima v mislih. Mi o likih, glavna pa sta seveda režiser Leone in Morriconejeva glasba, dva velika izvozna produkta Evrope. Iz ljubljanskega studia 137, to je bilo Kinotožje.